Spoštovane gospe in gospodje, pisali ste tudi kar precej v medijih o sporočilu, ki ga je direktor Izuma objavil na spletni strani in sicer govori o nesposobnosti, domnevni nesposobnosti ministrstva, da nismo še imenovali upravnega odbora. Seveda mi to zanikamo in danes je bila na dnevnem redu vlade tudi točka o imenovanju upravnega odbora Izuma. Imenovani so bili vsi člani upravnega odbora in res je, da je prišlo do določene zamude, ampak sem dolžan morda ena krajše pojasnilo, zakaj. KAS dela z ustaljenim ritmom, torej KAS, ki je na ministrstvu in dve vlogi sta bili neprimerni, zahtevali sta dopolnitev in to se je zgodilo v vmesnem času. Do 19.1. je to KAS naredil in danes smo na vladi in je to sprejeto. Nas seveda na nek način žalosti, da je gospod direktor komuniciral na ta način, besednjaka ne bom komentiral, ob tem bi odgovoril drugače. Izumu pripisujemo zelo veliko vlogo oziroma sistemu COBIS in SICRIS, ki jih poganja, ne nazadnje gre za zelo transparenten knjižnični sistem, gre za informacije o znanstveni dejavnosti, ima pomembno vlogo na celotnem Zahodnem Balkanu, vključno z Bolgarijo in pa ne nazadnje obstaja velika možnost, da bo postal tudi regionalni center za bibliotekarstvo za Zahodni Balkan. To je seveda pomembna vloga in mislim, da to vrstno komuniciranje ni potrebno in tudi ARRS, ki ni izpeljal plačila, namreč denar se pretoči na Izum iz ARRS-ja, bi lahko to naredil, seveda v skladu s pogodbo o začasnem financiranju. Samo kot pojasnilo. Hvala lepa. Vredo, kakšno vprašanje na to temo za državnega sekretarja? Če ne, hvala lepa za to pojasnilo. Izvolite. Miha Krajnc, POP TV, torej, da preberem, danes ste na vladi potrdili člane upravnega odbora. Da. Ne, in zakaj šele danes in zakaj je to trajalo tako dolgo? Trajalo je tako dolgo zaradi tega, ker smo morda res malce kasneje pričeli s postopkom, ampak vmes je tudi KAS opravljal svoje delo. To pomeni, da mora preveriti vsako vlogo. Nekateri izmed kandidatov, ki so bili na seznamu, niso bili primerni oziroma reference niso bile pravilno zapisane. Odtot zakasnitev. Ampak to, da se program dela kasneje sprejema, ni prvič. In v tem času obstaja inštrument, ki se mu reče pogodba o začasnem financiranju, ki bi jo Izum lahko sklenil z ARRS-jem. Prej nisem slišal, se pravičujem, ampak še enkrat, ali bo vplivalo to neizplačilo na uporabnike teh spletnih baz? Nikakor ne in mene zelo žalosti predvsem to, da so s tem sporočilom za javnost vpletli tudi uporabnike nekako. Ne. Če bi to bilo objavljeno na spletni strani Izuma kot javnega zavoda, seveda mogoče z drugačnim besednjakom, bi še bilo razumljivo. Ampak zakaj je s tem treba uporabnike COBIS-a obremenjevati, to pa ni bilo nikomur jasno. Dobili smo ogromno vprašanj in seveda zdaj zato tudi javno odgovarjamo na to. Vredo? Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam zahvaljujem za to pojasnilo.